Še enkrat, kot vidite, imamo danes eno posebno gostjo. Glede na to, da smo že prej pozdravili posebne goste, še enkrat bi pozdravila predsednico ženskega odbora Nado Brinovšek, predsednico ženskega sveta Ksenijo Sever in seveda našo drago gostjo Faniko Vodopivec. En aplavz, prosim. Povedala vam bom nekaj besed o naši Faniki. Lep pozdrav, med nami, ste že eno urco med nami. Gospa Fanika je upokojena učiteljica. In sicer je dolga leta delovala, kot pa sama povedala, v nekih hribih, kamor jo je komunistična oblast spravila prav zaradi tega zanimivega stališča, da je potrebno dva učitelja skupaj spraviti, neznana, mlada, samska in potem so imeli druge plane z njimi. Naša gostja je nam posebej draga zaradi tega, ker je bila 12 let, sicer z majhnim presledkom, predsednica mestnega odbora SDS Celje, na povabilo gospoda Janeza Janše. Pred tem je bila dolgoletna predsednica Krščanskega foruma in zelo uspešna v Celju, še danes govori o voščilnicah in o verzih, ki jih je ona pripravljala. Naša gostja je tudi govornica in zelo velikokrat boste našli njene članke napisane v Demokraciji, v Družini, v Reporterju in še vedno je izjemno aktivna, namreč povedala mi je, jaz grem na stojnico in je že poklicala, da bo zdaj za drugi tir šla na stojnico. Pred kratkim je uspela preprečiti, da v eni šoli, kje že? Rakek, prezentirajo pred osnovnošolci knjigo Tito. Samo Tito. To svojo akcijo bo povedala, tako da danes imamo izjemno gostjo med nami in moram reči Celje, da smo zelo ponosni za našo Vodopivčevo, da je danes lahko tukaj. Tako da jaz bi kar začela, izvolite, vsedite se. Bili ste sodnica, porotnica, mestna svetnica, to sem pozabila povedati. Ponujeno je bilo tudi mesto podžupanja, vendar ga je zavrnila zaradi zdravja njenega moža. Da je govornica, sem vam že povedala in rada bi vas najprej vprašala, da bodo razumeli, zakaj ste se odločili, kaj je bil vaš vzvod, da ste se odločili napisati tole knjigo. Moja zavedno. Že kot otrok, kot deklica, sem bila izredno, so me zanimale knjige, sem pa imela srečo, da sem v taki družini, ker je oče predvsem bil ljubitelj, pravi ljubitelj knjig. In jaz predno sem šla v osnovno šolo, sem že začela brati, prebirati, recimo Mohorjevo družbo, ki smo jo imeli ves čas naročeno. Pozneje pa tudi sem bila pravi knjižni mol. Ko sem še živela na vasi, sem recimo, ko smo morali hoditi po vodo na Studenec, sem v eni roki nesla vrč oziroma posodo, pod drugo pasko pa knjigo, če se je le dalo, da mama ni videla in me dolgo ni bilo nazaj, ker sem ta čas, ko je voda nafekala, sem brala. Ogromno sem brala in še vedno berem. Nikdar pa mi ni prišlo na pamet ali pa na misel, da bi jaz tudi kdaj napisala. Pozneje v življenju, ki sem ga živela, posebno pa v zadnjem času, ko je zbolel mož in je bil nekaj let tudi v varstvu svetega Jožefa v domu starejših oziroma v tistem varstvu, kjer so taki bolniki bili, kot je bil on, s težko Alzheimerjevo boleznijo in z posledicami, ki jih je kot otrok doživel v času partizanstva, v času partizanske revolucije in tako naprej, sem imela to srečo, da sem srečala se z nekaterimi ljudmi tam gor, recimo tak človek je bil znani zdravnik iz Primorske, ki je napisal knjigo in sicer je bil to
sam da se tule zapire, prebere, ko sem mečken že, mene že namreč tudi malo spomin muči. To je bil gospod, ki je svojo ženo, mislim, ki je bil ves čas na vozičku in ko sem jaz svojega moža prevažala, žena je pa njega. In on je predno je umrl, tudi napisal eno knjigo Živeti življenje. In v to knjigo je posvetil meni, oziroma jo je dal meni v spomin, v kateri je zapisal: človek je samo na enem koncu zemlje doma in ima samo eno ljubezen. To je meni toliko pomenilo in v tej knjigi je on prikazal celotno svoje življenje, od tega, kako je študiral, kako je zbolel, kako je kot bolnik pravzaprav upravljal bolnico v Gorici oziroma tam na Primorskem. In jaz sem začela razmišljati, toliko sem doživela v življenju lepega, pa tudi zelo hudega, kaj če bi jaz tudi to. Pa tudi sestre, vodstvo, ko sem pisala, ko so mi ponudili, da napišem v njihovo glasilo Zvon s hriba, sem v krajši obliki prikazala, kako sva se spoznala z možem. Ravno na tej točki bi vas rada peljala naprej in sicer v leto 1958. Povejte nam, kaj se je zgodilo leta 1958 na železniški postaji? Ja. Takrat sem jaz zaključevala učiteljišče v Celju 5 let, kamor sem se vozila iz Blance. To verjetno vam je ta ime zdaj že, to poznano včasih ni bilo. In sem 5 let se vozila zjutraj gori, ob 5 na vlak, popoldne ob 3, včasih ob 5, včasih pa tudi ob 10 zvečer pa nazaj. Ponavadi je tako bilo, da sem na peronu čakala, takrat je bila postaja še ograjena s kovinsko železno ograjo, ki so jo odprli samo takrat, ko je vlak prihajal. Na hribu preko železnice, na drugi strani pa je bila cerkev Svetega Jožefa, ki me je zelo spominjala na cerkev bazilike Lurške Matere Božje v Reichenburgu, takrat danes Brestanici. In vedno sem stala ob tej ograji in razmišljala, kaj je le to za ena cerkev, kakšna je znotraj, kakšna, ali bi jo tako, sem si je želela, da bi jo enkrat videla. In v tistem ogledovanju tam gor, to sem vsak dan tam slonila in razmišljala, šola namreč ni dopuščala nekih sprehodov po cesti, da bi se pa ogledovali take kraje, kot je recimo cerkev, to pa še niti sanjati nismo smeli. No in v tistem, ko sem pogledovala to cerkev, sem se tudi seveda kdaj po peronu obrnila in nenadoma sem zagledala ob predajalni časopisov za mene takrat najlepšega moškega, kar je obstajalo, čeprav sem bila že 19 let stara. Visok, svetlolas, v svetlo-plavo bundo, modre hlače z veliko aktovko. In sem ga gledala, pa sem se, me je bilo nerodno, pa sem se odmaknila, pa sem spet gledala in on je to opazil. In naenkrat je prišel do mene, je rekel, gospodična, dober dan, kam pa vi potujete? Jaz sem rekla, domov iz šole. Pa mi je vse sorte, potem se je tudi sam predstavil, mi je roko dal, da potuje na Hrvatsko, službeno in tako naprej. Meni je bilo nerodno, pa nisem se znala pogovarjati s moškim, s kvantom takim. In sem rekla, pa sem je spet prišla Božja pomoč. Ozrla sem se na cerkev in sem rekla, ja, povedal mi je tudi, odkot je, da je Celjan, da je doma iz Bukovžlaka, to je kraj Priteharja. Sem rekel, potem pa sigurno veste, kaj je to za ena cerkev. Ja, je rekel, to je Svet Jožef.
No in potem je lažje pogovor stekel, ko je vlak prišel, smo šla skupaj na vlak, sedla v isti kupe, se marsikaj dogovorila, pogovorila in se dogovorila, mi je tudi rekel, jaz se vračam iz Zagreba, iz istim vlakom, ko greste vi zjutraj v 5. In tako se je začelo. Ko sem zjutraj stopila na postaji, zagledala vlak, ki je prihajal, so bila vrata že odprta, pri vratih je stal človek, o katerem sem razmišljala pravzaprav celo noč. In ko sem stopila gor, mi je dal roko, potisnil, prijel me, da sem stopila malo bolj vzadaj in me objel preko rame in mi dal poljub. In v tistem trenutku je tudi izgovoril, moja, zavedno. To je bil moj prvi poljub z moškim, s fantom, in pozneje me je povabil tudi Svetemu Jožefu, razkazal cerkev, odslej naprej me je čakal vsak dan skoraj ali pred šolo, to se pravi tam, ker sem hodila, ali pa je prišel na postajo, predno je vlak odpeljal. Tu se je začela najina ljubezen. To je začetek prekrasne ljubezenske zgodbe, ki jo boste spoznali deloma danes. Kot zanimivost bi rada izpostavila v temnem pogovoru način, na kater sta se vidva srečevala, na kak način so poskušali tudi preprečiti in kaj so vam nastavili na tej šoli, na kateri ste delovala v Svetem Primožu. Ja, kot ne komunist oziroma kot ne član partije, kot učiteljiščniki smo že takrat vedeli, da so tisti, ki so že na učiteljišču postali člani Zveze komunistov, dobijo boljša delovna mesta. To mi je pozneje tudi eden moški sam povedal, ki je dobil na mesto, tisto mesto bi moral dobiti, ko sem ga jaz, on je pa dobil v Boštanju, to je lepo dol v Sevnici, malo če kdo kaj ve, ki je tam Boštan, čisto v dolini. Mene so pa dali na šolo, ker ni bilo nobene ceste, samo kolovozna pot, so prišli s konjem po mene, z vozom in so me peljali. In tam je bila taka praksa, to sem pozneje šele dozvedela, da so dali enega mladega učitelja, neporočenega in eno učiteljiščnico, s tem, da se bosta kot dva taka, ki v tej samoti spoznala, se spoprijateljila in postala mož in žena in bosta več let bojo imeli mir. Šola je bila nemška baraka za eno učilnico, 8 razredov, pa 2 sobi, zgoraj je ravnatelj, spodaj moja soba, ampak štedilnik je bil samo v ženski sobi. Jaz pa sem rekla, ne, ker takrat sem že smela svojega fanta, jaz kuhala za vas ne bom. In je moral si naročiti pri sosednjem kmetu. Vaša pot do Celja je bila dolga. Mogoče bi to pot preskočili v izogib temu, da bi podali večji poudarek na zgodbi, ki se je dogajala naprej, in sicer zaupni zgodbi, ki vam je takrat vaš fant zaupal njegovo življenjsko travmo. Ja, takole je bilo. Zadnje leto poučevanja na Svetem Primožu, takrat so rekli samo Primož, sem zanosla, šla v Sevnico in dala odpoved. Pa so me pregovarjali, so rekli, pa zakaj, če sem noseči, to bo krasno, vas se bo zadopolnjevalo, ne bo problema. Jaz sem rekla, dragi moji, ampak ta gospod ravnatelj ne bo oče mojemu otroku. Zadnji dan šolanja je prišel moj fant, ki je prihajal vsako soboto k meni, peš iz Sevnice 2 uri skozi gozd, ker so bili prašiči, pa tudi kakega medveda se je dalo srečati, včasih tudi po noči.
Pa še nekaj, ravnatelji celo nagovorijo fante, sosede, kmečke, da ga naj enkrat prestrašijo, da ga bojo pretepli. In ko mi je to mož, oziroma ni še bil mož, fan pisal, sem jaz malo to raziskovala. Imeli so pa tudi izdajalca, je prišel k meni in mi povedal. Rekel, ravnatelj nas je to naštel. No in pa tako, jaz sem skratka odšla, službo sem dobila v svojem domačem kraju, ker je bila ravnateljica Ivanka Lazarini. To vam mogoče nekaj pove. To je bila žena Lazarinija teh baronov, kateri so očeta, moža tudi, očeta pa tudi moža, so tam gor na Gorenskem nekje, to sem brala potem, ker imela je dva otroka, Francija, ki je postal pozneje na tem kemijskem inštitutu se poškodoval, pa hčerko Kiti in še danes se z njo poznamo in se dogovarjamo. Tako da moj fant pa je preden sva se dogovorila, da se bomo poročila, me je peljal v gozd na svoj dom. Ta dom je bil pa zelo blizu teharskega taborišča. Mimo sva šla in v tem gozdu mi je povedal celo svojo zgodbo. Zakaj nima očeta, zakaj ima krušnega očeta in da živi doma samo še mama z hčerko, ena hčerka pa je odšla že, oziroma sestra pa v Zagrebu. No in tam je celo zgodbo povedal, jokala sva oba. Pokazal mi je sliko svojega očeta, ki so ga partizani nedaleč stran, to se pravi v Dramnah, ustrelili, zato, ker ni hotel jeti v partizane. Šel pa ni zato, ker je moral preživljati svojo družino. Partizani so prihajali na Teharje, pobrali, kar se je dalo in tudi, kar se ni dalo, tudi z rok so jemali. Marika, povejte nam, kako je tisti večer, kako so tekli dogodki tisti večer, ko se je to zgodilo? Ko se je to zgodilo, moj fant je imel, oziroma otrok je bil takrat 6 let star, je imel rojstni dan. Oče sicer ni spal doma, ker se ni upal. To noč je pa zvečer prišel domov, ker je imel Ivanček, to je bil Ivan, moj mož, pozneje je imel rojstni dan. Prinesel je v košari kruha, sadja, peciva in tako naprej in so večerjali. Potem so šli pa spat. Oče se je zavil deko in šel pod posteljo, mati, sestra, pa on pa na posteljo. Fant je joko, jaz bi pa pri Ateko Aju, pa ni mogel. Kar naenkrat na vrata in na okna ropot, odprite, partizanska vojska, prišli smo pa vodopivca, udrli so noter, otrokoma, ko so se jokala, nastavili na prsa puške, da jih bojo postrelili, če ne utihneta. Mater so rukli tja nekam za steno, očeta pa spotegnili izpod postelje, ga zvezali in odgnali. Otroci in mati so bosi, to je bilo 19. novembra, je bilo baje že takrat zelo mrzlo, so ga gnali in otroci za njim in si jokali. In spet so bili deležni da jih bojo streljali. Mater je pa en tako plazil s puško, da je padla in so jo komaj potem zvignili, ko so šli. Sosedje so pomagali in tako naprej. Tak je bilo. Četa pa odpeljali in ga niso nikdar več videli. Vi ste z skupnim življenjem, ki ste ga začela v Celju, to travmo praktično doživljali kot svojo. Nikoli niste osebno spoznali tasta, vendar vidim, prebrala sem, ste z njim povezani, kot da ste ga poznali 20-30 let življenja. Povejte nam, kako
je vajno življenje, kako je na vajno življenje vplivala ta tragična zgodba vašega moža oziroma njegovih staršev? Kaj je to prineslo v njegovem življenju? Kako je vplivalo to na vašo družino? Torej, jaz sem že takrat v gozdu tam se odločila, da bom naredila vse, kar bo v moji moči, da bo ta fant, ki bo postal moj mož, najsrečnejši človek na svetu. In tudi je postal z tega vidika. On je dosegel vse tisto, ko je šolo končal, je imel samo 6 razredov osnovne šole, ker so ga učiteljice zmerjale, da je oče izdajalca. Bil je bister, ampak šole ni naredil. Ko sva se poročila, je končal osnovno šolo, je naredil ekonomsko z odliko in diplomiral v Mariboru. Zgradila sva si hišo in imela otroka. In bila sva srečna. In neštetokrat je izrazil moja. In zato je tudi naslov te knjige. Moja zavedno. Res pa je, da zlasti v začetku so te travme zelo ga mučile. Na posteli, ko sva ležala, je včasih se dvignil, zlasti v začetku, roke gor, bežmo, ustrelali nas bojo, vse nas bojo postreljali, tudi tebe bojo ustreljali, že spet so tu, partizani so tam in tako naprej. Ampak počasi je to nekako pojenjalo, zlasti mislim, da zelo je pomagalo in mu pozitivno na njega vplivalo, ko sva se odločila, da stopiva v politiko. In resnično oba, jaz sem sicer imela določene funkcije, on je bil vedno z menoj kot član tudi stranke, vozil me v Ljubljano, ker sem bila tudi podpredsednica sveta, oziroma podpredsednik je bil gospod Zver, jaz sem bila pa njegova podpredsednica. On mene vedno pripeljal do vrat, jaz takrat niti vozila nisem. Pa se je zunaj usedel pred dvorano, da sem šla jaz lahko noter. Ampak nekaj pa moram povedati o našem predsedniku, današnjem tudi. Ko je šel predsednik mimo in je videl, da gospod Vodopivec sedi tam zunaj sam, se je sklonil k njemu, ga prijel za okrog vratu in je rekel, gospod Vodopivec, če ste pa Faniko pripeljali, pa ne boste zunaj sedeli. Pa ga je povabil lepo v dvorano. In zato je moj mož, ko je bil že tako bogi na konc, ko sem ga imela zadnja leta doma, če je bil gospod Janša na televiziji, on je bil vse srečen, da ga je videl. On je ga občudoval še in še. In mi pa sva se zato odločila za to stranko, kar sem v knjigi napisala, ker se nam je zdela poštena, ker sva tu izkusila, da niso vsi enaki v politiki, kot nekateri pravi. Zdaj ste že majčkrat povedali, kako ste skupaj v politiko vstopila. Jaz bi pa vseeno želela, da naši gostje danes vedo, na katero povabilo, kar smo že omenili, in kako je izgledal ta vstop v politiko. Ja, tole bom kar pošteno povedala. Jaz sem se najprej odločila, ker smo oba verna človeka, še posebno mož je bil, smo vstopili mislim, da so se takrat imenovali krščanski demokrati ali nekaj takega. Gospod predsednik je bil človek, ki je tudi danes en predsednik ene stranke, pa ne bom imena povedala. Pa sem mislila, da bomo lahko aktivno delala, tako da bomo. In smo takrat, sem prosila predsednika tega krščanske stranke, da gremo v Ljubljano, takrat se je ravno to dogajalo, ko so Janšo je bil zaprt in tako naprej. Pa so ga podpirali ljudje na ulici, pa sem rekel, gremo tudi mi. Zakaj pa ne, se smo mi tudi desna stranka. Ne, je rekel, to pa ne. Je rekel, Peterle, on je pa Peterle ta zafrkavo. Sem rekel, jaz za to nič ne vem. Potem pa hvala lepa,
napisala izstopno izjavo in šla na SDS, takrat sta bila še 2 S. In sem takoj z veseljem, so me sprejeli in sem začela delati krščanski forum. Lahko samo nekaj dodam. Ja. Ta človek, ki je to rekel, je bil zdaj na kongresu, in to je gospod Zidaršek iz Slovenske ljudske stranke. Ja, res. No, in takrat jaz sem tako, mi da smo tako delala, smo že počasi prihajala tudi v pokoj, v penzijo, smo imela čas in smo se, ko da je to, smo imeli sestanke, smo imeli zborovanja, smo imeli prireditve, smo hodili v Lepeno vsako leto, materinski dan praznovali, dan državnosti, za vsake praznike sem pošiljala vabila, smo se sestajali in hodili na izlete, na Gorenjsko, na Dolenjsko, kamorkoli se je dalo. In to je Janša tudi opazil. Ko je pa v našem odboru nastalo neke mahinacije, so bile, ni bilo tako vse v redu, kot bi moralo biti, pa je enkrat gospod Janez Janša mene pa še eno kolegico povabil, eno zdravnico v Ljubljano, da ne pridemo na en razgovor. Jaz mislila, kaj pa zdaj to bo, ne? Nič posebnega. Ona mi je malo namignila, da bi za predsednika, da išče novega. Pa sem mislila, se bo v njo, ona je zdravnica, jaz sem pa samo učiteljica, pa tako naprej. Ne bom še naprej imela krščanski forum. Ampak on je takrat tam povedal, da mene želi. Jaz sem rekla, kako, jaz ne bom to obvladala. Je rekel, vi boste to prevzeli, jaz vam bom na razpolago, kadarkoli boste hoteli, z vso močjo. Je rekel, lahko me pokličete kadarkoli. In res se je zgodilo, da sem ga parkrat morala. Pa tudi mož je to rekel, tudi moja pomoč boš imela še in še, kar bo. In resnično, ko je prišlo do tega, da sem kandidirala, je prišel predsednik v Celje, rekel je, da ima pooblastilo, ne vem, ali sveta ali česa, da me lahko podpre. Jaz sem šla na oder, ko je bilo konec, ko sem bila z veliko večino, skoraj 100%, skoraj, ne vem, zdaj čisto točno izvoljena, pa sem tudi povedala, zakaj sem se le odločila, ker sem se zelo, pravzaprav nekako me je bilo strah, da ne bom to zmogla. Ampak takrat sem pred časom prebrala Janševo knjigo. Tisti, ki ste jo prebrali, veste, noter opisuje v tej knjigi, kako je šel z 2, mislim, prijateljema v hribe in so morali, jih je dobila noč, pa slabo vreme in so ostali v eni kotanji prenočili. In med drugim je tudi tole napisal, ko je se vse umirilo, ko je že bilo, da so se odločili, da bodo tam počivali, potem pa je bil čas samo še za molitev. In ko sem jaz to možu pokazala, to knjigo, in tudi sama sem tudi na odru povedala, sem rekla, spoštovani v dvorani gospod Janša, to je bila tista odločitev, veste. In ni mi bilo žal potem nikdar, žal mi je bilo sam, da sem morala prej prenehati, ker bi še lahko mogoče kaj naredila, ker pa je mož zbolel, sem morala predati. Ampak mislim, da še danes, jaz imam občutek, da je bil gospod Janša z menoj zadovoljen. Hvala mu tudi, ker je v moževi smrti tudi moža je cenil in poslal tako lepo sožalno pismo, da so mi solze prišle v oči in ga hranim. In tudi vem, da je on veliko mislil na njega. Gospa Monika, kakšna je bila pot odkrivanja morilca? Ker to je eden izmed del knjige, ki nam pove, da je bila njena volja močnejša kot vsa desetletja. Mi vemo, da še zdaj nimamo rdeče niti pretrgane. In povejte nam, odkot ste črpali energijo, da ste tako daleč prišli in odkrili ogromno zadev.
Ja, takole je bilo. Vedno mi je tisti stavek, ki mi ga je mama nekoč povedala, da je jokal tisto noč, ko ni mogel, ni smel za Atekom ajati. Oče ga je imel strašno rad. Vse sorte mu je naredil, ker je oče hodil po delu, po kmetih in tako naprej, pa mu je celo voziček tak kmečki naredil, da ga je fantek lahko zraven peljal, pa seveda zato, da je dobil malico, da je lahko z njim se igral in tako naprej. Ampak želja, da bi takrat pri očetu pa ni bila izpolnjena. In to mi je večkrat tudi povedal. In ob neki priliki mi je celo rekel, ko je bil že bolan, ampak še na koncu, bolj v začetku, rekel, upam, da bomo lahko enkrat grob, ker z mamo sta grob odkrila. In hodili smo 56 let na tisti grob, misleč, da je počiva noter. Potem sem pa jaz videla, bolezen se je začela in sem razmišljala, sem rekla, kaj če nič ne bo, pa bo to še več potem za njega. Enkrat je rekla mama, da je grob tako razkopan, pa je mislila, da so to lisice. Ampak potem sem jaz odkrila morilca in odkrila ime, ga imam tudi na sliko noter, ime. On je bil član slovenske partizanske likvidacijske enote, ta morilec. In to sem dala tudi na ploščo, ki jo imam na grobu, kjer počiva mož, v spomin tastu. Namreč v grobu ni bilo ničesar, ker je ministrstvo takrat, imam točno ime tudi v knjigi napisano, kdaj, leta 1945 je bilo to, je naročil bivšim partizanom, tisti, ki vejo, kje so grobovi, to je bil prav uradni akt, da naj te grobove izkopljajo in jih zapeljejo tisto, kar najdejo nekam. In kmetje tam gor, ko sem jaz to raziskovala, so mi povedali, se rekli, sej sam vaš grob še bil tukaj, tako, čeprav so večkrat krišali stran in tako naprej. So rekli, drugo so pa že v glavnem pospravili, nekateri svojci, ker je bilo tam zelo veliko grobov takih, za katerega so pa učiteljice otroke farbale, da so rekli, da so to partizani tam noter, pa so otroke vodili v te gozdove, češ da so to partizanski grobovi. V resnici so bile pa to žrtve partizanov. In jaz sem potem vse dokumente pridobila, kar jih cela serija jih je, potem sporočilo, kaj koga vse moram povabiti, ampak imela sem srečo, da sem naletela na človeka, ki mi je to sondiral. In ko smo to sondirali, grob in okolico ni bilo ničesar. Kmetje in domačini so pa povedali, da je prišel avto s črnimi vrečami, so te grobove, kar je še bilo, razkopali, izkopali in jih vlekli v hudo jamo, zvlekli ali pa v Hrastnik. Zato sem danes tudi član teharske komisije in se prizadevam tudi za to in se borim za to, da bi se to teharski spomenik, spominski park na Teharjih uredil tak, kot je potrebno. Takega, kot se želimo. Verjetno ste to kje prebrali, jaz ogromno pišem v Demokracijo, v Reporter, pa tudi v Družino. Tako da in sodelujem in zato sem tudi aktivna, ker mislim, da mogoče so tudi v Hudi jami ti ostanki, kjer sem bila prisotna, ko so te ostanke pobirali in jih stlačili v eno krsto, kjer je Pahor prišel, ponudil vsem, ki smo stali v vrsti, roko. Zdaj bom pa nekaj povedala, kar ne boste najbrž mogli verjeti. Zadnja sem bila v vrsti jaz, ampak jaz sem roke dala k sebi in rekla, gospod Pahor,
moje srce ne dopušča, da vam dam roko. Ker je on predtem bil pri gospodu Zoretu in so se dogovorili, da bojo ta prekopen delali, kar je pravzaprav velika svinjarija. Prej so rekli, da ne bojo, pa so pa to naredili, ker je Pahor prišel. Zoreto sem pa tudi napisala dolgo pismo, da me je cerkev prvič v življenju razočarala s tem, ko je popustila Pahor. In Zore mi je odgovoril, sicer zelo tolažilno, da se bo pa le še kako to dalo pomagati, pa da se bo to uredilo in tako naprej. To vse hkrati. Hvala. Jaz bi se še vas vprašala eno zadevo. Desetletja iskanja. Vi ste prišli enkrat do priče, oziroma priča je pristopila k vam in to je bilo najbližja informacija nekoga, ki je videl truplo. Namreč moj fant, takrat je bil še fant in mama, sta s veliko očetovo hodila po Dramljah in po okolici, kjer so partizani bili in v tej gozovi, kjer so imeli svoje ležišče s svojimi, bom zdaj rekla pod narekovajem, strožoki. Veste, kaj so to strožoki? To so, danes imamo jogije, pa imamo take stvari, da ležimo lahko. Včasih se je bila pa to vreča, s katero so napolnili z slamo ali z ličkanjem in so ležali. Ampak ti partizani so imeli tudi še posebne strožoke, to so bile tiste gospe tam gor, ki niso imeli kaj doma delati, pa so se fino imeli, pa so bile tako, vseh ni bilo veliko, ne, ampak tudi partizanov ni bilo veliko, ampak so bili pa tudi bolj aktivni, ja. Kaj se mi že zdaj? Gre za pričo, ki je prišla do vas in vam je povedala, da je videla truplo. Ja, jaz takrat še nisem bila zraven in ona, ko sta hodila s to sliko, sta naletela, to je bila tudi Božja pomoč, veste, sta naletela na človeka, ki je to sliko prepoznal. Ja, rekel, to je pa ja vodopivec Ivan. Tega smo pa še včasih sva skupaj delala. Je rekel, tega sem pa jaz zakopal. Tam dol sem ga našel za vodo v Nikotani, v grabi, rekel, golega, 3-krat ustreljenega in obgrizenega od lisic. Rekel, šel sem domov po motiko, pa po lopato in sem ga zakopal. In tam je potem počival, mi smo pač mislili, v začetku je počival. Smo mislili, da je tam, zato smo hodili na grob, postavili križ, pa so ga nam zmaknili, pa spet. Včas smo mislili, da so lisice, včas je bilo malo razkopano, rožce smo nasadili in tako naprej, pa molili zraven in tako. In ker na konc tega nič torej ni bilo, sem jaz samo zajela iz tega groba kupček zemlje, ki je nekoč obdajala mojega tasta, ga nesla k Svetemu Duhu, to je naša fara, naročila Mašo in to zemljico blagoslovu in to zemljico sem nesla na grob, kjer počiva mož. In bom tudi jaz nekoč počivala. In mama njegova tam počiva. Na tablo, dala sem pa posebno ploščo, tu počiva žrtev partizanskega nasilja in politični zapornik Ivan Vodopivec. Žrtev partizanske likvidacije, slovenske partizanske likvidacijske enote. Ljudje so me spraševali, ko mimo hodijo, ker smo opoti. A se vi to upate? Saj vam bojo to razbili. Nihče še ni. Pa zdaj je že drugo leto teče, kar je to gor. Marsikdo pride pa mi čestita. Pravi, ste pa res korajžni. Ja, so rekla, če bojo razbili, bomo pa drugo dan narediti. Tako je to. Pozabljam, jaz sem tudi napisala v knjigo
tisti, ki boste si privošli oziroma me boste nagradili s tem oziroma da je boste morda kupili, dragi moj tast, tebe ljubim, kot ljubim svojega moža. Tebe pa kot očeta, človeka, kot očeta, dal si mi sina svojega, s katerim sem bila svoje življenje z njim, bila za mene največja sreča. In ta ljubezen nikoli ne bo ugasnila. In za mene si ti tudi, dragi moj tast, največji heroj. Tisti pa, ki so se umorili in vsi tisti, ki so podobne delali, so pa strahopetci, so zločinci. In take strahopetce, ne bom zdaj že danes, to verjetno nimaš tega vprašanja, sem tudi srečala jaz. Imam, to sem vas hotela vprašati, povejte nam, ko ste tega domnevnega morilca srečali. Ko sem neki dan, že potem stala ob Mohorjevi družbi v Celju, vidim, da nasprot pa se ozrla proti občini, nasproti meni je prihajal star človek, sivo las. Takoj sem ga prepoznala, Tomo. O njem ste morda slišali. To je bil funkcionar, komisar partizanski tehnarskega taborišča. In jaz, ko ga zagledam, se postavim, to je bil hiša, Mohorjeva, jaz pa na pločniku, ker sem izložbe njihove gledala, se postavim na pločnik, roke v bok, takole na obe strani in ga naravnost gledam. Človek je začel bežati. Teč, ko je prišel, ni prišel ni mene, ampak s pločnika dol, okrog in v prvo ulico, ko je zginil noter v Zidarškovo ulico. Jaz sem si mislila, steka pogleda, strahopetec, tam se bil pa taki junaki se. A so to junaki? Junaki so tisti, ki so dali življenja. In moj tast je to bil. Za mene ste vi heroj, ker ste si to upala narediti in to v času, ko je v Celju še vedno tako imenovano rdeče vzdušje. Mi smo imeli predstavitev to knjige že v Celju, na Svetem Jožefu. Jaz vas pozivam, če kdo želi v kakšnem odboru napraviti predstavitev knjige, lahko gospo Vodopivčevo povabite. Za konec bi vas prosila, da nam poveste še kakšno vašo zaključno misel, mogoče preberete kakšno pesem. Torej, moj mož je bil pesniška duša. Bil je, s 13 letom je bil zaprt, ker je hotel kot 13 let star za eno družbo pobegniti v Avstrijo. Pa so ga dobili na meji, ga zaprli v star pisker, in že tam je pisal pesmi kot otrok. Jaz sem pozneje našla celo vrsto njegovih pesmi. Tudi jaz sem pesmi pisala sve jih takrat, ko ste jaz bila v hribi. Vsak dan je skoraj prišlo pismo od njega, jaz sem ga pa tudi njemu pisala. Ampak jaz mislim, on je bil res čuteč. Zdaj, tisti, ko boste videli, ker zadnji del knjige so njegove in moje pesmi. Kak je on izražal svojo bolečino v zaporu? Kak je on izražal bolečino za očetom? In kako čudovito je izražal ljubezen do mene. Jaz sem mu bila rešitev, on je to čutil in dosegel praktično. Zato ima tudi prvi del, tukaj noter napisano, trpel si, to je njegova mladost, ljubil, bil ljubljen in potem odšel. Za konec pa bi vas kot za ključek prebrala eno pesem, ki sem jo prebrala pred nekaj tedni.
v svojem domačem kraju, ki mi je dal navdih, da sem jo napisala, ker so me povabili pri gradnji ene kapelice in to je pač moj domači kraj. Tule so me potem slikali. Fotograf je bil en novinar družine, ki je zelo navdušen, ker smo se v kratkem dobila na slovensko, na našo stranko. In me je prosil, rekel, če boste kje imeli kako možnost, rekel, ne tam, ko bojo same ženske, ker je mogoče malo bilo, rekel, pa me povabite tudi zraven. In gospa je rekla, da bi ji prav prišel pri izražati. Ja, bomo še. Jaz bi vam pa prebrala to pesem, ki pravzaprav izraža vse moje življenje, pa tudi tako, da so ljudje tam, ko so poslušali, bili sila navdušeni, vi pa boste po svoje čutili. Vse moje pomladi. Spet cvetoča je prišla pomlad. Nas bogato s cvetjem obdarila. Zvončki, trobentice, marjetice, violice, tudi moje srce žalostno je razveselila. Na vejah ptičice pojo in svoja gnezda pridno spletajo. To cvetje, petje, spet ponese me nazaj v moje mladosti čudoviti kraj. Ko sem kot mlada deklica med cvetjem tudi sama zacvetela, rožce sem nabirala in jih v venčke spletala. Najlepšega sem mami dala, ob tem je pesmico zapela. To sem pridna deklica, mi mama srečno je dejala. Tako med cvetjem sem dekle postala. Vsako pomlad sem rožice si nabrala. Ko pa svojega fanta sem spoznala, njemu sem najlepši šopek cvetja dala. Fant me prižel je na srce in rekel, da njegovo sem dekle. Potem mi je poljubček dal ter obljubil, da bo zavedno moj ostal. Ko sem mamica postala, mi spomladi hčerka rožice nabrala. Vsa vesela mi ga dala je in srečno moje je bilo srce. Zato sem vsako pomlad težko čakala, da se ob cvetju družinica je zbrala. To bil je čas velike sreče, to čutilo moje srce ljubeče. Pa prišla tista je pomlad, ko sem med cvetjem sama le ostala. A pomlad še vedno lepa bila je, žalostno le moje je bilo srce. Zato cvetje sem natrgala in v šopek ga pripovila, potem na možev grob ga položila. Saj moj ljubi imel je rožce rad in z njim mi lepo bilo vsako je pomlad. Ne vem, kdaj moja zadnja bo pomlad. Tudi ta prinesla cvetja bo obilo. Bog daj, da tudi meni kdo na grob položil, kakšen šopek bo. Gospa Fanika, najlepša hvala vam za razkrivanje najtemačnejših dni komunizma v naši deželi. Kot veste, ima Celje in okolica 600 grobišč. Celje versejano s temi zgodbami. Jaz upam in si želim, da bo še več ljudi našlo pogum, da bo napisalo takšne zadeve, da bo ostalo to za zanamci. Povejte vaš zaključno misel, vašo sporočilo ženskam
in tamle našemu kolegu. Torej, knjiga ni kar tako, da bi rekli, se me nekaj zasanjala, ali pa bom to napisala. Dva cilja sem v glavnem imela. To, da pokažem slovenskim ljudem, tistim seveda, ki bodo knjigo prebrali, resnico, kaj se je dogajalo med NOB, pod narekovanjem, po drugi strani pa, kar ljudje najbolj, bi rekla, čuteče sprejemajo, to je tista ljubezen, tisti odnos v zakonu, tisto srečo, ki jo lahko dva zakonca doživita. Poglejte, jaz dobivam razna pisma, telefonske klice. Recimo tule imam, enega sem izbrala, sem ga danač vzela zraven. Draga gospa Frančiška, hvala za knjigo in čudovit življenjski vzgled. Hvala lepa. Če želite, lahko pogledate tule knjige. Mislim, da če boste želela kakšno kupiti, izvolite. Sedaj bi vam se pa še želela zahvaliti predsednica ženskega odbora, gospa Nada Brinovšek. Gospa Hanika, res hvala, ko ste svojo življenjsko zgodbo danes delili tudi z nami. Mislim, da se v naše srca, vsej za sebe moram reči, doskrat mi je šel srh. Imela sem tudi možnost prebrati vašo knjigo in res hvala. Hvala lepa, ker ste me povabili. Hvala tudi gospe Konda, ker mi je pripeljala. Hvala lepa, dragi gostje. Odpiram možnost vprašanj. Nada, izvoli. Sej bom kar glasna. Res, jaz sem prebrala knjigo, mi je Jelena posodila, hvala lepa še. Kolegice, dame, preberite si. In moram reči, da 4 stvari so se me iz vaše knjige zelo dotaknile. Prvič, spoznala ste se v bistvu na železniški postaji v Celju, niste gledali na Jožefov hrib in vaš gospod je bil svoja zadnja leta svojega življenja tudi na hribu Jožefovu hribu. Ne mislim, da se tako reče. Potem se me je zelo dotaknil vaš govor, ki ste ga imeli v Teharjah. Čudovit govor sem ga, ne, se ga tudi v knjigi opisujete. Potem, kaj vaš mož umiral, bom posegla za boleče spodmine vaše, ne, pa ste opisovali, kako ste sedeli v kuhinji, ne padlo, ne slika, nek krožnik, ki ste ga imeli. Na tla avtizmu se vi zavete, greste v sobo in mož in in pa nazadnjo, ker ste pač uresničili moževo največjo željo, ki je rekel, da ste Ateks od tebe bi spal in niste šli na grob, kjer je bil pokopan vaš tast, in da res nesli na grob svojega moža, tako da mu vse zadnje pač leži pa skupaj. Hvala lepa za vaše. Bi mogoče še kdo želel vprašati, gospod Haniko, karkoli iz te knjige? Mogoče bi samo še to, če dovolite, povedala, ta morilec, ne. Jaz sem knjigo napisala, da bi temu morilcu danes, če bi ga našla grob, ampak nažalost ga nisem našla, ne sama, pa tudi zgodovinar mi je pomagal iskati, ne na Celjskem, ne na Teharskem pokolišču, ker je ta morilec bil skoraj sosed iz vasi Teharje. Se je noter tudi slika, pa tudi začetnice. Bi danes tudi na njegovem grobu svečko prižgala. Veste zakaj? Zato, ker je bil to mlad človek, katerega je ta zverinski NOB, ali kot bi človek rekel, ta revolucija, pa ti komunisti, ki so to sprevrgli,
tudi njemu pravzaprav srce in dušo ubili. In ko sem že po smrti sedela v neki slaščičarni, je prišla k meni soseda iz te vasi. Rekla, ste vi gospa Vodopivec? Sem rekla, ja, prav vse se vas spomnim, ko ste enkrat bili tule gor, je bil družinski dan, pa sem tudi drugače večkrat šla na teharje, ko so imeli, mož je tudi igral v teh raznih prireditvah. Je rekla, veste, ta človek je strašno težko umrl. Čeprav je imel takoj po vojni visoko funkcijo, je bil direktor ene tovarne v Mariboru, ampak ni dolgo zdržal, ker se mu je zmešalo, doma je pa norel po celi vasi. Kadar je kdo prišel, ali pa da avto se približal, je on bežal, se skrival. In sestra ena v bolnici mu je rekla, vi si misliti ne morete, kako je ta človek trpel, kako je težko umiral ta morilec, kot že visoke starosti ni dočakal, ampak tako. In potem sem rekla, jaz da se danes tolažim s tem, da bi mu svečko prižgala, ker njemu in mojemu tastu je sodil on, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. In iz tega vem, da se bom z svojimi, tistimi, ki so bili dobri, pošteni, še srečala nekje, najbrž s tem človekom pa ne, ker je pač, nažalost, sem tudi napisala, zato, če želiš, oziroma, če upaš, da boš srečno po večnosti imel, potem se drži tega, da ne prekršiš 5. Božje zapovedi, ne ubijaj. To je tudi Hvala lepa še. Hvala, da ste tako globoko govorili z nami in z javnostjo. Hvala tudi vam za udeležbo v današnjem večeru in vidimo se.